Dober dan, pozdrav iz studia Evropa. Hvala, da boste naslednjo uro preživeli na družbenem omrežju, čeprav kot ugotavljamo, naš svetovni splet vse bolj postaja splet nesrečnih okoliščin. Demokracija v digitalnem svetu smo naslovili današnjo razpravo. Za uvod kratek razmislek Evropskega komisarja za notranji trg Thierryja Bretona, ki je v odmevni kolumni za Politiko zapisal, da je bil v Eurocapitol 11. september za družbena omrežja in za platforme. Razprava o tem na ravni Evropske unije seveda poteka. Družbena omrežja so de facto sistemski akterji. Kakšna pravila postaviti, kako jih regulirati? Evropska unija je po mnenju analitikov ustrezno pozicionirana ne samo za implementacijo pravil za regulacijo družbenih omrežij, ampak tudi zato, da prevzame vodstveno vlogo na tem področju. Komisar Breton pravi, da Evropska unija ne more le mirno stati ob strani in se zanašati na dobro voljo platform in iznajdljivo interpretacijo zakonov. Določiti je treba pravila igre in organizirati digitalni prostor z jasnimi pravicami, dolžnostmi in seveda tudi varovali. V digitalni prostor pa je treba znova vnesti zaupanje. Od tega bo odvisno preživetje naših demokracij v 21. stoletju, še meni Evropski komisar. Vrsto odličnih iztočnic nam je ponudil s tem zapisom, sicer pa nam iztočnic glede na aktualno dogajanje tako ali tako ne bo zmanjkalo. Z veseljem pozdravljam govorce na današnji razpravi. Z nami so evropski poslanci, gospod Franc Bogovič, poslanska skupina Evropske ljudske stranke, dober dan. Gospa Tanja Fajon, članica poslanske skupine Naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu, pozdravljeni. Gospa Irena Joveva iz poslanske skupine Renew, dober dan. Z nami danes dr. Uroš Svete, direktor Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost, in gospod Lenart Jakučič, publicist, spletni preiskovalni medij Pod črto. Že zdaj, spoštovani, najlepša hvala, da ste si vzeli čas, hvala, da ste z nami. Verjamem, da bo naša razprava bolj strpna kot tiste, ki jih v zadnjem času spremljamo, denimo na Twitterju. Prosim vas torej za vsebinsko zaokrožene, zastrnjene odgovore in kar pogumno mi tudi nakažite, če bi želeli repliko kadarkoli v razpravi. Vas, spoštovano občinstvo, seveda tudi vabim k razpravi. Sodelovanje je zelo preprosto. Vprašanje zastavite tako, da ga preprosto zapišete pod komentarje. Velja? Tako, spoštovani, ko se je začel vzpon družbenih omrežij, so številni govorili o novi fazi demokratizacije, ne le v tem smislu, da bodo omrežja omogočila, da bodo slišani glasovi manjšin, ampak da bodo tudi olajšala samoorganiziranje državljanov, okrepila civilno družbo v že uveljavljenih demokracijah in seveda tudi v okoljih, kjer to zaradi medijske cenzure ni bilo mogoče. Spomnimo se denimo Twitter revolucije v Tuniziji, Egiptu, Ukrajini. Toda optimizma je bilo kmalu konec. Gospod Bogovič, izziv za vas. Zakaj se je torej to zgodilo? Zakaj se je tako hitro pokazalo, da imajo družbena omrežja lahko tudi negativne učinke? Lep dober dan vsem še enkrat. Zagotovo so se družbena omrežja v zadnjih letih bistveno spremenile, okrepila in povečala svoj vpliv. Če gledamo, da je 20 let stara direktiva, govori, da je prav naziv direktive Direktiva o elektronskem poslovanju, je platformna digitalizacija v obliki svetovnih platform
povsem spremenila to področje digitalizacije in bistveno povečala njen vpliv. Tako na privatno življenje, ki je v velikih stvareh tudi zaradi tega enostavnejše, prijetnejše, nakupujemo povsod širom po svetu, delamo, sodelujemo, hkrati pa je ta popolna liberalizacija pri nas pripeljala do te faze, da zdaj vsi ugotavljamo, da nazadnje rabimo neko trajno ureditev, kajti moč teh platform je tako velika, da je v ekonomskem smislu bistveno večja, kot so ekonomije posameznih manjših držav. Na drugi strani pa vidimo, da imajo zelo velike vplive od, če hočete, poseganja in možnosti poseganja v volitve, kar se je najprej pokazalo pred 4-5 letami v Združenih državah Amerike, s tem Cambridge Analytics problemom in nenazadnje v Evropskem parlamentu smo to področje in pa Evropska unija ga je zaznala bistveno prej kot, ne vem, Združene države Amerike, kajti tudi osnovna koncepta družbe sta različna. V Ameriki je praktično dovoljeno vse, kar ni prepovedano, v Evropi je potrebno dobiti dovoljenje in sama imam eno takšno izkušnjo, ko smo obiskali Silicijevo dolino, nas na sedežu podjetja Uber v San Franciscu enostavno niso razumeli, o čem mi govorimo, ko govorimo o zavarovanju potnika v avtu, ko govorimo o pokojninskem zavarovanju, socialnem, zdravstvenem zavarovanju tistih, ki opravljajo storitve. In vse skupaj je zdaj trčilo v nek celoten koncept in v bistvu je treba poseči in na nek način to področje zregulirati, kar je tudi osnovni namen teh direktiv oziroma uredb, ki bi naj uredile digitalni trg in digitalne storitve, čemu se tudi Evropa zavezala k tej osnovni usmeritvi v okviru digitalne Evrope. Ja, veliko dela vas zagotovo še čaka, ne? To ste nakazali s tem odgovorom. Gospa Tanja Fajon, omenjali smo že pretekle dobre zasluge, vsi zelo dobro poznamo tudi aktualne zagate. Po vašem torej družbena omrežja krepijo ali spodkopavajo demokracijo? No, zdaj, eden zanimiv podatek je, da skoraj polovica, 48% Evropejcev, uporablja socialne medije praktično vsak dan. Malo za zabavo, za druženje, iskanje prijateljev, za nakupovanje, za zbiranje informacij in tako naprej. Zdaj, te platforme so pa seveda revolucionirale tudi način, kaj vse se širi. Včasih smo imeli seveda lažne novice, sovražne novice ves čas prisotne, ampak z pojavom interneta, socialnih platform se širijo bistveno bolj naglo in lahko seveda s tem, ko vsak pristopa, ko lahko vsak zapiše marsikaj, nekontrolirano seveda krha tudi demokracijo. Veliko več državljank in državljanov je vključenih skozi socialna mrežja in ustvarjajo se različna gibanja, različni svoji baloni informacij. Če pogledam samo recimo en primer algoritmov, Facebook lahko, če imam pravilen podatek, 300 lajkov približno sortira v en tak algoritem, da označi uporabnika bistveno bolje, kot ga lahko označi njegov zakonec doma. Torej ga ustvari v svoj balon informacij, mu ponuja lahko negativne, pozitivne, politične, drugačne informacije, glede na to, kakšne strani sam pristopa in jih izbira. Skratka, ljudje se hitro lahko znajdemo v krogu nepreverjenih informacij, tudi politično dirigiranih, usmerjenih informacij in seveda vse to je bilo velikokrat zlorabljeno v političnih kampanjah in to je absolutno resna grožnja tudi demokraciji. Lahko potem v nadaljevanju, kaj vse je mogoče narediti, da se zoperstavimo temu. Dejstvo pa je, da imamo ogromno nekih regulativ, zakonodaj, idej, iniciativ, tehnologija pa se mi zdi in razvoj je ves čas nekako korak pred nami. Zato je dobro, da smo osveščeni in se o tem pogovarjamo. Ja, in da odločno korakamo naprej, ne? Gospa Irena Joveva, je za vas sprejemljivo, da platforme v zasebni lasti, ki niso nikomur odgovorne, odločajo, o čem se razpravlja v javni sferi, oziroma to, kar sta omenila predhodnika, da toliko vedo o nas?
In če sva še malce aktualni, izbris uporabniškega računa Donalda Trumpa. Ali to zdaj pomeni, da so pa omrežja nenadoma spet bolj etična, bolj družbeno odgovorna? Ja, lep pozdrav še enkrat tudi z moje strani. Kar se tiče platform in tega, ali je to sprejemljivo ali ne, torej da one odločajo, o čem se razpravlja, jaz bi rada najprej poudarila, da moramo vedeti, da platforme v zasebni lasti so ustanovljene z namenom, da ustvarjajo dobiček. Njim je po tej strani popolnoma vseeno, za kakšen namen gre pri oziroma za kakšen namen bi moralo iti pri družbenih omrežjih, ne? Torej za, ne vem, recimo javno debato, strpno debato predvsem. Tako da to, da oni ljudem nudijo prostor za javno debato, je v bistvu orodje za dosego njihovega poslovnega cilja, ne? In seveda ni sprejemljivo, da so izključno one odgovorne. Prav je, da se ukvarjajo s tem in da prevzamejo del odgovornosti, zato ker so pač že zdavnaj presegle svoj oziroma zasebni pomen v družbi, ne. In če ste že na začetku omenili komisarja Bretona, on je zelo dobro rekel, tudi ko je označil te internetne velikane, v bistvu jih je nekako primerjal z bankami v prejšnji krizi, ne, ker je za banke rekel too big to fail, za spletne velikane je pa rekel too big to care. Ne? In pač to moramo imeti v mislih in tudi imamo, vsaj v evropskih institucijah, v Evropskem parlamentu in komisiji, ker pač ni problem samo po blagovljenju naših osebnosti na trgu oglaševanja, tistemu, ki pač ponudi največ, niti ni problem samo v tem, da se lažne novice širijo ne vem kolikokrat hitreje kot preverjene novice, ampak je v temelju problem tudi sam poslovni model teh spletnih gigantov in seveda netransparentnih algoritmov. Tako da ta del tega, da je to nesprejemljivo, zagotovo bomo oziroma poskušamo urejati z regulativami, kot je tudi akt o digitalnih storitvah, recimo. O tem seveda še več v nadaljevanju. Fantastično besedno igro ste nam ponudili. Vse v slovenščini pa ponavadi uporabljamo to besedno igro, da platforme niso samo orodje, da so lahko tudi orožje, ne? Ker se drugače rima. Gospod Svete, socialna omrežja, platforme so se doslej večinoma izogibala prevzemanje odgovornosti za vsebino. To smo tudi že nakazali, omenili. Z izbrisom Trumpovih računov se je to nekoliko spremenilo, ampak seveda ni nujno, da se bodo poslej omrežja pa res ukvarjala z vsebino, ne? Bi se po vašem morala, oziroma kaj menite o tem, da bi škodljive, nevarne vsebine prepoznavali algoritmi? Dober dan še enkrat iz moje strani vsem. Kar se tiče vašega vprašanja, pravzaprav lahko rečem, da smo v Evropi, vključno z Evropsko unijo, malce pozno vstopili na vlak, ki se mi zdi, da ga niti ne upravljamo, niti ne vemo, kje je pač končna postaja tega vlaka. Temu vlaku se reče digitalizacija. Mi se danes pogovarjamo o zadevah, kako jih regulirati, kakšni so učinki in tako naprej, ko v resnici smo že leta nazaj predali neke pomembne vloge pri produkciji, tako programske kot tudi seveda strojne opreme. In danes seveda je pridobiti neko drugačno vlogo v svetu za Evropsko unijo velik problem. Kar se tiče vašega vprašanja, ali seveda so se kar naenkrat začeli, bi rekel, družabni mediji zavedati svoje odgovornosti. Jaz mislim, da je pač ta duh iz steklenice že zdavnaj ušel. Vsi so bili namenjeni za popolnoma neke druge, v osnovi za neke druge, bi rekel, interese, seveda jasno tudi za poslovne, pa vendarle na koncu pridemo do vprašanja političnega in pridemo do vprašanja varnostnega in pridemo do vprašanja nenazadnje moči in vpliva. In kakorkoli danes gledamo, je dejstvo, da imamo svetovne velikane, ki imajo pravzaprav tudi že več kot 1000 milijardno tržno vrednost, da se ti predsedniki oziroma CEO-ji srečujejo z predsedniki držav, torej da so že zdavnaj vstopili v polje političnega in tu seveda brez dvoma, bi rekel, kakršnakoli njihova kontrola bo velik problem. Zdaj seveda na drugi del vašega vprašanja, ali je sprejemljivo, da algoritmi
odločajo o vsebini, da odločajo o naših življenjih. To je vprašanje pravzaprav za etično debato o umetni inteligenci, ki jo je Evropska unija tudi že odprla. In brez dvoma je dejstvo, da tako ogromno količino podatkov obdelati na način nekega urejanja, kot so ga nekoč poznali klasični mediji, televizija, tiskani mediji in tako naprej, je danes nemogoče. Tako da umetna inteligenca je tukaj. Problem seveda je, da ta umetna inteligenca se lahko delajo boti, ki pravzaprav delujejo neodvisno od fizičnega sveta, in z tega zornega kota bo treba ogromno vlagati ravno v pravne in etične, bi rekel, vidike nadzora in kreiranja algoritmov umetne inteligence. Ja, če zdaj povzamem vse 4 odgovore, ogromno dela nas še čaka, ne glede na to, na katerem področju delujemo. Lenart Jakučič, morda tudi za vas delček vprašanja še o teh algoritmih. Problem z algoritmi seveda je, da takoj, ko ustvariš algoritem, ki prepozna sovražni govor, lahko seveda ustvariš tudi algoritem, ki ta prvi algoritem zaobide. Morda se pravi kratek komentar na to. Potem pa vaš pogled na to, kako bo dogajanje na drugi strani Atlantika vplivalo na spletno komuniciranje populističnih voditeljev v Evropski uniji. Veliko odločevalcev tudi v Evropski uniji seveda vneto tvita. Kakšen je status teh tvitov, kdaj imajo status uradnih objav, kdaj vladnih stališč, kaj tu pričakujete, da bi se lahko spremenilo, če sploh? To je pa tak kar kompleksen sklop vprašanj. Bom poskusil od začetka, s tem prvim. Ena od takih pomembnih mitov digitalizacije je tudi ta ideja enega posameznika, ki lahko spremeni svet. Recimo, to je osnovna ideja interneta, zdaj lahko vsak, ki ima računalnik, ima hkrati tudi dostop do svetovnega spleta in vse, kar s tem prinaša. Kar pomeni, vsak lahko ustanovi v svoji garaži podjetje in postane multimilijardna nadnacionalka. Vsak lahko začne politično kampanjo na internetu in je kar izvoljen v kongres ali pa tisto telo, kamor kandidira, čeprav mu v prejšnjem sistemu to ne bi nikoli uspelo. Ali pa recimo, nekdo, ki ne bi nikoli prišel v medije, kar naenkrat lahko začne pisati vpliven blog in to prerase v nov medij potom. Ampak v tej ideji vsakega, pa tega malega posameznika, ki ga je treba tukaj zaščititi in mu dati možnost, smo pa povsem izgubili to predstavo, kot je prejšnji govornik povedal, realnih družbenih, ekonomskih in ostalih moči, kar pomeni, tukaj ne govorimo o enem posamezniku, ki ima enake pogoje kot vsi drugi posamezniki, ampak vidimo, da tudi na internetu nismo vsi enaki. Razlogi so pa seveda zelo različni, od tega, da že algoritmi zaradi določenih poslovnih interesov določena mnenja veliko bolj promovirajo kot druga, ni to osebno, ampak enostavno je v službi dobička. Na podoben način je tudi politika. Ni res, da so vsi ljudje enaki in da imajo enake možnosti uspeha. In to so recimo stvari, ki jih zdaj na internetu šele začenjamo zares razumevati, kakšna so to podjetja, kakšna so zakoni, kdo je tisti, ki tvita, kdo odloča o tem, koga bojo novi informacijski vratarji spustili skozi, koga pa ne. In seveda, kako tudi zavarovati tega malega človeka, da bo dejansko imel možnost udejanjati svoje pravice, kar pomeni, če vemo, da danes rabimo internet za praktično vse, kar delamo, ustvarjamo, se izražamo, kažemo, družimo, potem seveda moramo biti tudi zavarovani pred tem, da nas ena oddaljena korporacija po svoje izkorišča ali pa recimo tudi izključi iz tega sistema, ki nam lahko ogrozi in eksistenco in še marsikaj. To je recimo na eni strani. In seveda tudi zlorabe so take, da eno je, če nekdo neki tvita, eno je pa, če imaš ti zadnji milijarden proračun in ogromno ljudi, ki to delajo plačano, kar pa delajo recimo te od armade trolov, politične dezinformacije in podobno. To so še ene take stvari, ki jih je treba končno začeti jemati take, kot so, in se malo odreči temu mitu navadnega državljana, ki nekaj počne na internetu. Zdaj, jaz se malo bojim, glede na to, da nobena tehnologija ne pade v družbeni vakuum. Recimo, zdaj smo videli, ko se je to zgodilo gospodu Trumpu, smo videli, da se je to prvi problem je, da se je to zgodilo v globoko polarizirani družbi, kar pomeni, Amerika se niti slučajno ne bo strinjala
okoli tega, je bila ta poteza pravilna ali nepravilna. Pač za podpornike bo to cenzura, za tiste, ki Trumpa ne prenašajo, bo to končno tako etično in družbeno odgovorno delovanje družabnih omrežij. To je ena stvar, kar pomeni, to ne velja samo za Ameriko, ampak velja za praktično vse. Če se ne moramo strinjati niti glede osnovnih dejstev, kako se bomo strinjali glede tega, kako regulirati internet. Druga stvar, ki je tukaj pomembna, je pa to, da smo zelo takoj videli, ko omenjate pač te bolj avtoritarne, ne vem, režim je prehud izraz, ampak recimo voditelje, ki so bolj nagnjeni k temu, smo hitro videli, da se je tudi ta ideja interneta na podoben način, kot se je prej v politiki, zelo hitro navezala na to idejo nacionalne suverenosti, kar pomeni, kar naenkrat smo poleg teh političnih in nacionalnih suverenistov dobili še internetne suvereniste in smo videli, da je kar nekaj politikov, ki tudi sami vejo, da bi verjetno s svojim twitanjem zaslužili izbris ali pa kakšno sankcijo, so začeli opozarjati pred preveliko močjo ameriških korporacij. Pričem recimo, ne vem, pred enim mesecem je bil Twitter svoboda izražanja politike, ki so sicer trdili, da jih lokalni nacionalni mediji cenzurirajo, ne morajo jih pa na Twitterju, da se pa kar naenkrat bojimo, da jih bo pa Twitter in zdaj pa treba poskrbeti, na kakšen način bomo pa z njimi takimi nacionalnimi varovalkami poskrbeli, da bomo lahko še naprej tweetali tako, kot hočemo. To, kar pa pravite na koncu o tem, kakšen je to status, ne vem, recimo v Ameriki je celo nekaj debate bilo o tem, a je smel Trump kogarkoli blokirati in mislim, da je sodišče reklo, da ga ne sme. Mislim, da tudi brisati nismo v tweetu zaradi tega, ker so imeli status zgodovinskega arhiva. V Sloveniji ali pa nasplošno v Evropi pa mislim, da tukaj ni bilo nobene debate okoli tega. Recimo tudi pri nas ne vemo, a predsednik vlade tvita uradno, zasebno ali ne, a je to ima status vladnega PR-ja, odločitve, mnenja, komentarja. Tukaj smo pa še čisto na začetku. Hvala lepa, Lenart, da ste vzeli vse 3 dele mojega zelo kompleksnega vprašanja. Namenoma je bilo bolj kompleksno, ker zaključujemo prvi krog in se zdaj vračamo k tistim iztočnicam, ki ste jih ponudili v tem prvem krogu, gospa Irena Joveva. Spraševala sem vas o tem, če je smiselno pričakovati, da bodo nesprejemljive oblike komuniciranja na internetu učinkovito sankcionirale samo zasebne ameriške korporacije in ste seveda ugotavljali v tem, da je njihov namen predvsem profit. Kako naj torej Evropska unija vzpostavi bolj učinkovit mehanizem za zamejevanje škodljive politične govorice? Spomnila bi na kodeks ravnanja, ki ga je Evropska unija leta 2018 oktobra podpisala s Facebookom, Googlom, Twitterjem, Mozilo, trgovinskimi združenji, ki zastopajo spletne platforme in oglaševalsko industrijo. Vse krasno, ampak ta kodeks je prostovoljen. Potem je sicer pristopil k kodeksu tudi Microsoft in oktober 2019, se pravi leto pozneje, podpisniki predložijo samoocene. Kako učinkovit je torej takšen pristop? Zakaj se Evropska unija ne bi še bolj odločno postavila do platform? Ja, zdaj pristop tak, seveda, mislim, je bolje kot nično, tako bom rekla. Ni pa dovolj učinkovit, to je pa res. Že iz tega dejstva prostovoljnosti, če izhajamo, ampak vendarle ne moramo pa reči, da spletni velikani niso naredili čisto nič v teh, predvsem zadnjih mesecih ali pa letih, ne. Zdaj mi kot Evropska unija, to je bilo povedano že na začetku, dejansko res moramo določiti pravila igre in jih bomo. Vprašanje je pa, do kakšne mere. Jaz mislim, da bo tukaj ključna enotnost pri tej regulaciji, torej ne prostovoljnost, ampak enotnost, ker preprosto bo to pomenilo, ker moramo gledati ne samo evropsko, ampak tudi širše, ne? In jaz nekako upam ali računam tudi na pomoč čez lužo, ker bo zagotovo dobrodošla, sploh z novo administracijo nekako upam, da bo lažje, ker ne dvomim, da ne bi to, kar bomo mi oblikovali na evropski ravni, torej ta pravila igre, da bi potem postalo standard po svetu, vsaj zahodnem svetu. No. Zdaj, grožnje prihajajo žal tudi znotraj Evropske unije, kar mene nekako jezi. Vsi pa vemo, pač moramo biti realni, procesi zakonodajni v Evropski uniji pač trajajo.
To ne gre z danes na jutri, to vsi vemo in se ne smemo zatiskati oči v zvezi s tem, ampak vendarle pa se premikajo stvari. Jaz mislim, da predvsem z aktom o digitalnih storitvah, kar se regulacije tiče, se premika in se bo premaknilo in bodo zadeve bolj konkretno regulirane. Ne smemo pa dopustiti tega, da bi vsaka država sprejemala te zadeve po svoje, vsaj kar se članice Evropske unije tiče, ne? Ker zdaj vemo, da Francija pač nekako je v bistvu prekopirala osnutek akta o digitalnih storitvah, potem Poljska in Madžarska predvidljivo, ne, one želijo lastno regulacijo implementirati malo drugače, po nekih svojih po želji, bom rekla, voditeljev teh dveh držav. In zdaj jaz nekako računam na to, da bo sprejeta ta enotna regulacija in da bodo ta pravila igre določena, da ne bodo izključno odgovorne samo spletne platforme, ker ugotovili smo že, da se jim gre predvsem za dobiček in to moramo narediti mi. Ob vsej kritičnosti, ki je seveda ne manjka, ne, pa moramo čisto iskreno priznati, Tanja Fajon, da je Evropska unija nenazadnje edini politični akter, ki je vsaj nekoliko skušal regulirati tehnološke velikane iz Silicijeve doline v zadnjih 4 letih. Spomnimo se zelo odmevnih, visokih denarnih kazni zaradi kršitev pravil konkurence, ampak v končni fazi pa tudi te visoke kazni niso imele bistvenega vpliva na monopol teh podjetij, ne? Kaj lahko torej Evropska unija še doda? Ima še kakšnega asa v rokavu? Zdaj, zagotovo visoke kazni, ne, pri nekih velikih tehnoloških gigantih, mislim, da ne predstavljajo take izjemne škode. Tu se mi zdi, gre bolj za neko tudi moralno držo teh gigantov, ko spoznajo, ali so ogrožene neke temeljne pravice uporabnikov. In mislim, da tu bo bolj potrebno se zavedati osveščenosti kot neke vsesplošne regulacije. Mislim, da neke globalne regulacije ne bo mogoče doseči pravočasno oziroma bodo verjetno ti giganti ves čas korak pred nami. Zato se mi zdi, da bo treba predvsem trkati na vest, tako na eni strani uporabnikov, da bomo imeli to svojo osveščenost, na drugi vseh tistih, ki širijo takšne ali drugačne informacije po spletu, in pa seveda platform in ostalih, ki zagotavljajo neka pravila igre. Za meni je bilo zanimivo prej, ko je gospod Lenart zelo lepo orisal na koncu, da se moramo znebiti mita, da smo navadni državljani, ne, ko uporabljamo socialna omrežja ali Twitter, da ni enakosti. In tega se moramo zavedati, ne samo kot politiki, ki imamo izjemno odgovornost, da kot javne osebe kontroliramo svoj govor, ne širimo dezinformacij, sovražnosti, lažnivih novic. Enako velja za medije, da ko se enkrat to preseli v neke mainstream politiko, mainstream medije, je to toliko bolj nevarno, ko postanemo zgled ljudem, ki sledijo. Ampak ko govorimo o sami regulaciji, o pravilih, kaj lahko Evropska unija naredi. Zdaj, Irena je prej omenila, da imamo pred sabo akt o digitalnih storitvah in digitalnem trgu, ki bo omogočal bolj jasna, bolj pregledna pravila, zlasti za spoštovanje tudi pravic in zasebnosti uporabnikov na eni strani, odpiranje in spodbujanje manjših platform, širitev in tako naprej. Seveda je vedno vprašanje, ali smo korak za tehnologijo. Zdaj, pred kratkim recimo je bila sprejeta direktiva o nujnosti odstranitve terorističnih vsebin spleta. Če imajo portali objavljeni karkoli, kjer je povezano s širjenjem terorističnih dejanj, morajo umakniti to vrstno vsebino v 1 uri, sicer dobijo hudo finančno kazen. Morda je pomagala, jaz mislim, da kar precej tudi ta GDPR direktiva, uredba, ki smo jo prenesli v Evropi glede varovanja osebnosti podatkov. Evropska unija tu stopa korake naprej, se zaveda, ampak dokler se tudi mi ljudje, kot posamezniki, kot družba, ne zavedamo vseh nevarnosti ob izzivih in priložnostih, ki jih prinaša splet, potem nam verjetno ta zakonodaja ne bo pravočasno preprečila in zlorab
in širjenja nekih dezinformacij, nevarnih političnih kampanj, krhanja demokracije in omejevanja svoboščin, tudi naše enakosti na spletu. Morda samo, če dovolite, aktualno podvprašanje. Vera Jourova, evropska komisarka, je včeraj dejala, da iz poročila o ukrepih, ki so jih podpisniki kodeksa ravnanja glede dezinformacij sprejeli za boj proti dezinformacijam v zvezi s koronavirusom, izhaja, da pa so platforme povečale prepoznavnost zanesljivih vsebin. Se pravi, nekaj se vendarle izboljšuje, vsaj malo. Drži, in kar zadeva zlasti v času epidemije COVID, tudi vsega, kar se je dogajalo, ukrepov, nenazadnje zdaj vseh informacij okoli cepiva, je Bruselj vendarle igral dovolj pomembno vlogo, ko je opozarjal, ko so tudi platforme se zavedle, da morajo odstranjevati nevarne vsebine, ogromno se širi teorij zarot, ogromno je negativnih informacij, ljudje so zmedeni, ljudje težko ločijo laž od resnice. Zato tu je bilo narejenih nekaj korakov in res je, da je bilo veliko odstranjenih vsebin, zlasti lažnih vsebin, ko je šlo v času epidemije za informacije okoli širjenja virusa in zdaj okoli tudi cepiva, ki bo na voljo in je na voljo. Franc Bogovič, kako torej regulirati digitalni trg na tem področju, da multinacionalke, ki upravljajo družbene medije, ne bodo poskrbele za nas in predvsem zase, torej same? Recimo Angela Merkel je bila zelo kritična do utišanja Donalda Trumpa na Twitterju in Facebooku. Kakšen je vaš pogled na to razpravo? Da se lotevamo zelo zahtevne tematike, se potrjuje tudi to, kar se recimo sicer ukvarjam v Evropskem parlamentu na področju analogne trgovine, recimo nedovoljene prakse v prehranski verigi. Do nekaj let nazaj je bila tabu tema, da se o tem sploh ni smelo govoriti. Ko se je trgovina močno skoncentrirala, je sedaj sprejeta že direktiva in je potreba po sprejetju tudi nacionalne zakonodaje. Podobno se je zgodilo na digitalnem trgu. In tu se odpira cela vrsta vprašanj. Evropska unija se poleg že omenjene GDPR direktive, ki je predvsem vezana na zasebnost, odločno lotila tudi avtorskih pravic. Videli smo, koliko polemik je bilo že znotraj Evropskega parlamenta, koliko je bilo tudi konec koncev vloženega kapitala strani teh velikih spletnih platform v nasprotovanju te direktive. Po drugi strani so bili že omenjeni ti zneski, kjer se, ne vem, ko sem že omenil, da sem bil v Silicijevi dolini, takrat so v Applu govorili o 200 milijardih prostega denarja, za katerega ugotavljajo, kam ga bi bilo najbolje naložiti. To je več, kot je proračun Evropske unije za eno leto za primerjavo. In se pravi, stvari gredo zelo daleč, zato je potrebna regulacija na večjih področjih. Ena od stvari, s katero se Evropska unija tudi zelo ukvarja, je sama delitev tega dobička. Nenazadnje je to eden od osnovnih lastnih virov, ki ga predvidevamo v okviru načrta za okrevanje v Evropski uniji, kajti tudi na tem področju je tudi med ljudmi v neki anketi bilo na več vprašanj odgovorjeno, da je to eno od večjih groženj konec koncev demokracije in nenazadnje tudi neke pravične svetovne ureditve, kjer se ljudje nelagodno počutijo. Podobno so bile tudi dezinformacije visoko na tem rangu teh potrebnih stvari. Tako da sam mislim, da mora Evropska unija iti tu korak naprej, zagotovo na vseh teh področjih z svojim načinom in pa svojimi vrednotami, kar je na nek način tudi zapisano v osnovi tega dokumenta, da želi utrditi svoje vrednote, je najbližje in najraje ureja te zadeve. Zavedamo se vsi, da ne bodo enostavne. Mislim pa, da je jasno tudi tistim, ki doslej so se na nek način izogibali takšnih ureditev, bili proti njim, da vidijo, da je dejansko vpliv in moč platformne ekonomije prevelika in da enostavno vpliva res na vse pore našega življenja. Zato je tudi zelo jasno bil odziv gospe Merklove, ki je na tem področju pri zapiranju teh Twitter računov zelo jasno povedala in tudi
Sam mislim, da enostavno glede na to, kakšna je moč, kakšen je vpliv teh medijev, ne more biti odločitev o tem prepuščena vodstvom teh gigantov, ampak je tu potrebna regulacija. In ravno to je namen teh dveh uredb, v katerih bi pravzaprav določili, kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno, in to ključno pravilo, da to, kar je nezakonito zunaj spleta, mora biti je nezakonito tudi na spletu. In v tem kontekstu z razvojem družbe, s temi družbenimi spremembami, je ta normativni del ureditev pač potrebno prilagajati razvoju in ravno na tem področju, kot je bilo danes rečeno, ta hitrost teh sprememb in povečanje vpliva tako veliko, da smo dejansko v zaostanku in definitivno moramo iti s temi koraki naprej. V nasprotnem primeru bo marsikaj ogroženega, vključno z neko stabilnostjo svetovne ureditve in tudi stanje demokracije širom po svetu. Tako, ker je ponavljanje mati modrosti, še enkrat ponovim. Evropa je kot prva celina na svetu začela reformo digitalnega sveta decembra lani. Predstavljena sta bila akta o digitalnih storitvah in digitalnem trgu, ki temeljita na načelu, kot ste izpostavili, gospod Bogovič, da je to, kar je nezakonito v realnem življenju, nezakonito tudi na spletu. Lenart Jakučić, zdaj pa korak naprej. Zdi se v teh 35 minutah razprave, da si je Evropska unija naložila enormno breme regulirati te res pametne in vseobsegajoče platforme. Ampak a je nujno, da Evropska unija ostane sama? Kaj pričakujete glede Evropske unije in ZDA, teh skupnih naporov pri določanju novih globalnih standardov in pravil? Se pravi, se lahko Evropska unija zanese še na koga? Konkretno zdaj sprašujem recimo za novo ameriško administracijo. Je to lahko zaveznik? Ja, ni nemogoče, zaradi tega, ker poleg vseh teh velikih kulturnih in zgodovinskih razlik, mislim, da je kar dozorela ta ideja, da stvari ne morejo biti take, kakršne so in da je nekaj treba narediti. Zdaj, kaj točno je vprašanje. Res je pa tudi to, da Evropska unija pravzaprav že je, tudi z GDPR-jem pa to, imela nekaj vpliva na poslovanje ameriških podjetij, ki so se tudi iz lastnega interesa v Evropi naučile, da se jim pa konec koncev to splača. Zdaj, bolj cinično lahko rečemo, da se velikim podjetjem splača spoštovati GDPR enostavno zaradi tega, ker si na ta način, mislim, ker je toliko kompleksno to uvajati, da je manjšim podjetjem toliko težje in da so pravzaprav velika podjetja na ta način še močnejša in se še bolj lahko obranijo pred konkurenco. Ampak če smo pa, ne vem, če pa nočemo biti cinični, no, pa rečemo, da je treba upoštevati tudi to, da so vse te stvari vseeno razmeroma nove in da ljudje rabimo tudi v zgodovini nekaj časa, da se iz napak učimo. Ker če vzamemo medijsko panogo, ki je ostala nekako v zavetrju teh platform, se konec koncev, če poznamo zgodovino medijev, stvari tudi niso bile niti malo rožnate. In tudi regulacija medijev ni nastala zaradi tega, ker bi, je nastala zaradi tega, ker je bilo treba preprečiti konkretno škodo, ki so jo mediji, ki so postajali vse močnejši, povzročali. Recimo, če vemo, v Franciji, čas francoske revolucije, najprej medijev zares niti ni bilo, ker je bila pač kraljevina, monarhija, ki je imela monopol nad informacijami. Pa se je pač začel tisk, bila francoska revolucija, takrat je tudi tisk tedanjega časa po današnjih kriterijih zelo spominjal na Twitter in družabna omrežja, skratka, podivjal je, vsak je lahko objavil karkoli, vsak je lahko izdajal karkoli, pozival, da je treba določenega človeka, ne vem, na giljotino poslati, in to se je tudi dejansko dogajalo. In potem recimo tudi kar se je potem zgodilo in skozi poklic in skozi zakonodajo pa tole, da so postali mediji ne nujno po svoji želji bolj odgovorni in da so zdaj vsaj načeloma zavezani temu, da ne lažejo, da preverjajo podatke po vsej. Mislim, to je bila evolucija, to se ni zgodilo z danes na jutri, to se je zgodilo skozi generacije in skozi poskusov, napak, zakonov in pa seveda omejevanja škode. Tako da ne moramo zdaj pričakovati, da bojo pa internetne platforme po razmeroma kratkem času, ker kdaj je to postalo množično razširjeno, pred 10 leti, tako da res vsak uporablja to na mobilnem telefonu, ne moramo pričakovati, da bomo rešili stvari, ki jih je medijska panoga reševala desetletje ali pa celo stoletje. Tako z danes na jutri.
Ampak to, kar je rekel gospod Bogovič, je pa res, mislim, ena od reči, na kar je treba biti pozorni, je pa to, da lobisti teh podjetij nas poskušajo že ves čas prepričati, da takoj, ko pa enkrat stvar vstopi na internet, je pa zdaj čist drugače. Da kar naenkrat nobeno pravilo iz fizičnega sveta ne velja več, noben dogovor ne velja več, nobena kulturna norma, kodeks, olika, ne vem kaj ne velja več. Ne, seveda velja, ampak res je pa, da je bilo do zdaj vsemu interesu, da to ne velja. Na kakšen način se bo pa zdaj to razvijalo, oziroma kdaj se bo pa interes pomaknil v to, da bojo pa tudi ta podjetja nekako spoznala, da pa to ni dobro in se bojo šla do neke mere tudi samoregulacijo in pa se bojo strinjali s tem, da je treba nekaj spremeniti, pa mislim, da je stvar prihodnjih let. Všeč mi je ta vaš optimizem, da se lahko kaj naučimo tudi iz napak. Upam, da se bomo res. Nino vam še zastavlja vprašanje. Lenart na Facebooku Nino nas spremlja in pravi, glas vsakemu posamezniku, ali ni to demokracija? Nanaša se pa na tisto vaše uvodno razmišljanje, da enostavno se moramo posloviti od razmišljanja, da smo na internetu en človek, en glas. Ne? Morda samo kratka replika Ninu in hvala Nino za vprašanje. Ja, hvala za vprašanje. Mislim, ne, se tukaj, kako nečem, velika razlika je, se pogovarjava o enih takih idealističnih ali pa idealnih demokracijah ali pa resnicah ali pa vse, ali se pogovarjamo o tem, da je demokracija, kot se lepo reče, ni nekaj, kar je zapisanega v enih, ne vem, božjih zapovedih, ki jih je nekoč nekdo uklesal v kamen, ampak je demokracija nekaj, kar se mora pravzaprav vsaka družba, vsak dan, vsako leto posebej izpogajati, kaj demokracija je, kaj je sprejemljivo in kaj ni. Hotel sem pa samo reči, da v tem procesu nikoli nimamo vsi popolnoma enake moči. Pač en navaden državljan nima enake moči kot en, ne vem, bolj izobražen državljan, ki je premožnejši državljan, ki je povezan z že obstoječimi ne vem, strukturami ali pa kaj takega. Skratka, ne smemo biti tukaj naivni. To je bil samo moj point. Da če hočemo mi dejansko na internetu spodbujati ta demokratični val, potem tudi moramo prepoznati, kaj ga ovira. Kdo je tisti, ki ima moč reči, to se sme, to se ne sme. Kdo te ima moč in pod kakšnimi pogoji izbrisati iz interneta. Samo to sem hotel reči. Tukaj pa nismo vsi enaki, kar številni tisoči in ne vem koliko uporabniki Twitterja, ki so jih zbrisali za najmanjše prekrške, velika tudi neupravičeno, samo zato, ker jih je nekdo prijavil, ali pa ker so bili celo tarča kampanje, da se jih utiša, pa niso imeli tam na drugi strani nobenega sogovornika, enostavno so izginili z interneta. Zdaj, ko se je pa to zgodilo precej bolj vplivnemu in močnemu Twitterjašu, kot je Trump, smo pa to prepoznali kot neznanski problem. Pač ni isto. On je recimo bil lahko na Twitterju in je počel marsikaj, kar navaden uporabnik Twitterja niti slučajno ne bi mogel početi, vsaj ne toliko časa. Hvala tudi torej v Ninovem imenu, hvala za vprašanje. Doktor Uroš Svete, zdaj gremo še malce v svet medijev. Lenart je že omenjal regulacijo klasičnih medijev. Raziskava Reutersovega inštituta za analizo novinarstva in raziskovalci Univerze v Oxfordu so ugotovili, da skoraj vsi, ki uporabljajo družbena omrežja, ta uporabljajo tudi kot vir novic. To še zlasti velja za mlade, ki, kot vemo, vse manj posegajo po tiskanih medijih. Kako problematični so ti podatki, glede na to, da družbena omrežja, kot smo danes že velikokrat omenili, niso regulirana, da je na njih mogoče objaviti praktično karkoli, vključno z nepreverjenimi, lažnimi, zavajajočimi informacijami. Se pravi, kako se lotiti tega? Najlepša hvala za vprašanje. Ja, to je pravzaprav vprašanje, ali so družbeni mediji, torej, oziroma ali so socialne platforme mediji ali niso mediji. Ne? Če gremo pogledati čisto komunikološko, kaj je medij? Medij je na nek način umestnik med sporočevalcem in prejemnikom nekega podatka. Ne? Medijem pomeni biti vmes. Ali pri tem vplivati na vsebino, ali pa vsebino prenesti v neokrnjeni obliki od izvora podatka do cilja, je pa vprašanje, o katerem se danes pogovarjamo. In tukaj seveda, jaz mislim, da imamo
precej bi rekel, izzivov. Ne? Tudi ko se pogovarjamo ne nazadnje o demokraciji. A se pogovarjamo o demokraciji kot o vladavini ljudstva, se pogovarjamo o strankarski demokraciji, se pogovarjamo o političnem pluralizmu, se pogovarjamo o neposredni demokraciji, kjer lahko pravzaprav en človek dejansko preoblikuje, kot pravi kolega Kučič, celo družbo. Tudi iz tega zornega kota je dejstvo, da se, vi ste rekli, da danes večinoma več ne uporabljamo tiskanih medijev. Ampak tiskani mediji so dejansko prestopili v polje digitalnega in imamo pravzaprav njihove klone v digitalnem svetu, kjer lahko na enak način delajo. Težava je seveda v tem, da imajo tukaj enormno večjo konkurenco, ne, ki ne rabi infrastrukture, ki ne rabi ne nazadnje, ne vem, pravzaprav neke ogromne baze in tako dalje. Skratka, problem pravzaprav tukaj, kar z mene tiče, je tudi vprašanje ne nazadnje, kaj je sploh dezinformacija oziroma kaj je realnost. Spomnim se nekaj let nazaj, ko sem bil na enem daljšem postanku v ZDA raziskovalnem in smo se pogovarjali o mehurčkih in predvsem o tako imenovanih biased platformah oziroma, če temu rečem, na neke vrste pravzaprav neobjektivnih platformah, ne, pristranskih platformah ali tudi pristranskih algoritmih. Ne. In potem na koncu smo prišli do točke, ko se vprašamo, ali sploh obstaja popolna objektivizacija, ali obstaja popolna realna slika fizičnega sveta, ki bi bilo mogoče prenesti v digitalni svet in da zanjo ne bi rekli, da je tako ali drugače pristranska. Tako da v tem smislu mislim naslednje. Socialni mediji so brez dvoma zaradi neke lažnega podajanja nam, da imamo občutek anonimizacije, so nas razgalili. Razgalili so naše, bi rekel, najbolj temne plati, naše vulgarno izražanje in tako naprej. In seveda, da delujemo lahko tudi v javnem smislu, tako kot včasih smo delovali samo za 4 stenami. Edina rešitev je ne regulacija tistega, kar je zelo težko regulirati, ampak veliko večje vlaganje v izobraževanje, v medijsko pismenost, predvsem pa v državljane, da bodo dejansko preverili informacije sami. Ker če tega ne bodo počeli, bo zelo težko, da bo kdorkoli za njih to počel. Ja, fantastičen pomislek oziroma naloga praktično za vse nas. Spravi povečati medijsko pismenost državljanov. Zdaj, tisti, ki nas spremljajo, se najbrž da strinjajo s tem in imajo cel kup vprašanj, zato grem zdaj kar k vprašanjem občinstva. Gospa Joveva, morda boste vi lahko odgovorili na to vprašanje. Kolegica Sandra Krišelj z Radia Slovenija sprašuje, glede na moč internetnih velikanov, ali ni naivno pričakovati, da bo regulativa Evropske unije res v korist državljanom in ne v korist vplivnih korporacij? Se pravi, da bodo, če poenostavim, korporacije zlobirale sebi nekako všečno regulativo. Ja, zdaj, če sem čisto realna na začetku, seveda vedno obstaja neka skrb ali bojazen. Ne? Saj vemo, kako deluje tak način lobiranja, ampak po drugi strani, glede na to, da sem tudi jaz v imenu Odbora za kulturo sodelovala pri določenih delih o digitalnih storitvah, ko smo to sprejemali v Evropskem parlamentu in pač nekoliko bolje poznam vsebino v tem trenutku, kot je in tudi predlog komisije od znotraj, kako je vse skupaj potekalo, se mi vendarle zdi, da bo v korist državljanov, da je zdaj v tem trenutku tako tudi nastavljeno in da bo tako tudi ostalo, ker mislim, da se tudi Evropska komisija, ki je predlog pripravila, zelo dobro zaveda, da je šlo marsikaj že čez vse meje, bom tako rekla, in da tukaj pač ne bo šlo, da bi se popuščalo spletnim velikanom. Pač mantra je jasna, glavna mantra vsega, ne, je jasna, jo je že kolega Franci izpostavil, torej tisto, kar je nezakonito offline, mora biti nezakonito tudi online. In to je ključno in ti predlogi bodo zelo jasno določili tako pravila kot odgovornosti teh spletnih platform. Mene bi recimo morda skrbelo, glede enotnosti držav članic, če bi se pogovarjali izključno, recimo, če bi bili zdaj še vedno v taki migrantski krizi, kot smo bili leta 2015 in 2016, če bi se takrat pogovarjali o takih regulacijah, bi
bi znalo biti več težav, ne, zaradi tematike kot take. Zdaj, ko smo pa tudi v tej epidemiji in zdravstveni krizi, se mi zdi, da se pa res precej več ljudi tudi na teh položajih, ki so na koncu pristojni za vse skupaj, zaveda, da pač ne bo šlo več tako lahko in da bo enotnost, upam, da tudi zaradi tega precej lažje doseči in da bodo imeli zagotovo korist od te regulacije v prvi vrsti državljani, ker je to bistvo vsega. No. Ko omenjate ljudi na položajih, gospod Bogovič, zanimiv pomislek gospe Silve, ki nas spremlja, pravi, regulacija in zakonodaja capljata za realnostjo, potrebujemo vizionarje. Jih imamo? Ja, to je eno večjih vprašanj za Evropsko unijo na številnih področjih, ne samo na tem, na katerem je očitno ostala za ostalim delom sveta, diktirata ga Amerika in pa v zadnjem času zelo tudi Kitajska. So pa zelo jasne zdaj te konsekvence in kot je Irena dejala, Evropske unije se je začelo zelo sistematično z zasebnostjo, z avtorskimi pravicami, so že nastavki za poseg na delitev dobička, profita iz teh zadev, zapravo zbiranje in pravilna tudi fiskalna politika, da davki ostanejo tam, kjer se del davkov ostane tam, kjer je tudi ustvarjen dobiček. Zaveda se Evropa, da je to zelo področje, ki vpliva danes že na politiko, posredno potem tudi na stanje demokracije, svetovno ureditev, nenazadnje na prerazporeditev globalne moči. Tako da jaz mislim, da znotraj Evropske unije to resno zavedanje, tudi zavedanje tega, da smo na tem področju zaostali, da smo imeli Nokio, da smo imeli Ericsson 20-30 let nazaj, ki so bili svetovni igralci in da je danes v bistvu težišče v drugih delih sveta. Tako da tudi osnovni cilj digitalizacije je ena od stvari, ki jih ima Evropa zdaj v vseh teh svojih strateških načrtih in mislim, da usmeritev je jasna, ali bomo pa dovolj enotni pri sprejemanju teh uredb, pa na drugi strani tudi dovolj vizionarski. Moram pa reči, neka stvar, na katero je danes zelo težko odgovoriti in si ne bi upal staviti, ali bomo tu pa naredili za ta preboj, ki ga očitno v zadnjih 2 desetletjih nismo. Ja, si pa prosim vsi zapomnite Silvin poziv, da potrebujemo vizionarje. Borutova misel je tudi zanimiva, gospa Tanja Fajon pravi, internetni giganti ne potrebujejo niti Evropske unije, niti njenih prebivalcev. No, ne vem, če je vredna komentarja, mogoče gre malo za šalo. Zdaj ne predstavljam si, da bi nas brisali kot prebivalce, da si kdo to želi, ker to gre za vse nas, tako da mogoče se je Borut malce pošalil, ampak Evropska unija je sestavljena z več kot 500 milijonov državljank in državljanov. Mi smo lahko kot celina zelo močni, povezani in ponosni na vrednote, ki smo jih vzpostavili. Tu govorim predvsem za temeljne pravice, svoboščine, v čem smo, ko gre za socialna, zdravstvena, druga vprašanja, na boljšem kot katerakoli druga celina. Ampak, da se vrnem nazaj k temi, ker smo danes naslovili veliko stvari, ki nas zadevajo vse, se mi zdi tisto, kar je res ključno. Izzivi in priložnosti, ki jih prinašajo socialna omrežja, seveda zahtevajo našo osveščenost, izobraževanje, medijsko opismenovanje, našo odgovornost, predvsem kaj zapišemo, da ne širimo laži, da ne širimo sovražnega govora. Ko pogledam Twitter v slovenskem političnem prostoru, se mi zdi včasih, kot da se odvija vojna. In ko imamo politike in nažalost pa tu težko gre mimo, da imamo res predsednika vlade, ki preživi vrsto ur na Twitterju, dnevno, predvsem z nekimi bolj ciničnimi, arogantnimi, tudi žaljivimi zapisi, nas to lahko skrbi, ker to je tudi vzor in bi nasploh se želela omejiti od tega, da in kot politiki in kot mediji tu res prevzemamo svojo odgovornost. Ne nazadnje pa tudi ljudje. Mi imamo danes na Twitterju, ko sem rekla prej, se odvija vojna, vrsto lažnih profilov, vrsto botov, to so financirane kampanje zadaj, ki rušijo, ko ne vidiš, kdo je zapisal, ko ni imena in priimka,
ko daš nek povsem normalen zapis in se vtuje 10, 20, 30 komentarjev pod javno osebnost, ki so žaljivi, ki so sovražni in včasih celo mejijo na neke smrtne grožnje. Tudi sama sem imela tega kar veliko v zadnjih letih, zlasti v obdobju, ko sem se izpostavljala in ukvarjala z migrantsko politiko. So stvari, ki jih moraš in jaz mislim, da je prav prijaviti, ne samo socialnim platformam, na njih opozoriti, prijaviti tudi pristojnim organom. Vem, da postopki so zahtevni, dolgotrajni, da jih je težko izpeljati do konca, ampak se mi zdi, da če ne bomo nekje pokazali, kaj je prav in narobe, potegnili črte tudi z kazenskimi pravosodnimi postopki, potem bomo težko zaustavili tisto, kar danes opozarjamo, nevarnost, ki se širi na socialnih omrežjih. To pa je neka nestrpnost, so laži, dezinformacije, sovražni govor in tudi ne nazadnje kibernetske teroristične grožnje in tako naprej. Tega se moramo zavedati. Ja, mimo tega seveda ne moremo in hvala torej še enkrat vsem za zanimiva vprašanja in vam za zelo dobre odgovore. Zdaj za konec bi vseeno poskusila z res težkim vprašanjem. Skušajte prosim opredeliti, kje je meja med svobodo govora in sovražnim govorom. Vem, da je po svoje nefer, da sem pustila 5 minut na koncu za to razpravo, ampak vseeno mislim, da je prav, da smo tudi zelo konkretni, zelo jasni, tako kot smo bili tudi recimo v tem zadnjem odgovoru, se pravi, kje potegniti mejo, kaj za vas še sprejemljivo, kaj več ne. Lenart, pa morda bi začela tokrat z vami, da se ne bo zgodilo, da se bom spomnila še kakšnega vprašanja in potem še kaj dodala. Lenart, morda še enkrat, če lahko začnete, kaj ti ne slišimo vas? Ne, dobro, se vrnemo k vam. Doktor Svete, se pravi za vas izziv, kje je meja med svobodo govora in sovražnim govorom? Jaz bi zelo enostavno povedal, zame absolutno je največji prispevek socialnih družabnih medijev in platform možnost izmenjave, to se pravi mnenj in pluralizacija, ampak na način, da tudi ko podajaš svoje mnenja, to delaš tako, kot bi si želel, da bi takšna druga mnenja dobival od drugih. Torej, ne spodbujati, se pravi, nekih žalitev, nekega diskurza, ki ga sam ne bi želel. Če seveda so mnenja različna, noben problem, ampak naj bodo predstavljena na način, da pravzaprav ne podreš tega neke lastne osebne integritete, predvsem pa ne na ta način prizadeneš posameznika. Zelo dobro, doktor Svete. To ste seveda že naredili na predpostavki, da smo vsi že opravili malo šolo in univerzo medijske pismenosti. Ne? Hvala lepa. Tako, ne samo medijske pismenosti, gledajte, se tudi ne nazadnje, ko se pogovarjamo v fizičnem svetu, se v veliki večini ne pogovarjamo na način, ki je žaljiv. Tako da treba je izpostaviti to in seveda potem ni noben problem tudi izmenjava mnenj, ki so različna. Fantastično, hvala lepa. Lenart? Mislim, da sem zdaj nazaj. Fantastično, ja, se sliši vas. Pa bom zelo na kratko, ampak ena od reči, ki je tukaj po moje ključna, je to, da je treba dati ideji regulacije spet njen prvoten pomen. Zaradi tega, ker kakršnakoli regulacija, vključno s tem vprašanjem, ki zdaj sprašujete, je dobila v zadnjih desetletjih tudi zgodovinsko gledano en tak slab sloves, kar pomeni regulacija, pomeni omejevanje podjetniške svobode, privatizacijo, povečevanje moči države in ne vem kaj še vse. Ampak v resnici je pa regulacija bila zgodovinsko gledano predvsem odziv na hude nepravilnosti, ki so se dogajale. Pač zaradi regulacije smo zdaj bolj varni v avtomobilih, zaradi regulacije smo bolj varni, jemo bolj zdravo hrano, manj verjetno je, da se zastrupimo. Skratka, ogromno teh reči, ki jih imamo danes samoumevne, je bila posledica dolgotrajnega boja za regulacijo tega, da pač ni mogoče početi vsega. In mislim, da je tukaj zelo podobno tudi na internetu. Ko se bomo začeli pogovarjati o regulaciji vsebin, ampak ne tako, da bo pač
moja svoboda govora, da naredim karkoli hočem, in kakršenkoli poskus omejevanja moje absolutne svobode govora razglašeno za cenzuro, bomo že naredili ta korak naprej. Skratka, regulacija ni cenzura, regulacija ni predvsem vsiljevanje od zgoraj navzdol in omejevanje svobode posameznika, svoboda vse, ampak je pač poskus narediti bolj pravično in predvsem odpraviti nekatere najhujše anomalije, ki pa tudi vemo, da jih je trenutno kar nekaj na internetu. Če torej resno vzamemo to predpono lahko rečemo samo regulacija, ne? Gospod Bogovič, kako bi vi postavili mejo? Ja, jaz se zelo strinjam z dr. Svetetom, ker je to konec koncev neka resnica zapisana že v svetopismu, ne stori drugemu to, kar ne želiš, da bi drugi storili tebi. To je prvi del, ki ga mora ponotraniti vsak posameznik. Kar se tiče te pismenosti na tem področju oziroma razumevanja teh medijev, moram reči, da sam osebno, kot tudi normalno kot politik, kjer se marsikaj zapiše o tebi, imam neko notranjo samoregulacijo v tem delu, da mirno rečem, da se pač z vsakim, oprostite izrazu, bedakom ali pa hodobnežem ne bom ukvarjal na ta način, da bom niti bral njegov celovodni komentar in ga enostavno obidem. Če je komentar, ki ocenim, da je v smer konstruktivnosti in ni namenjen samo temu, da te žali ali pa da ti vzame čas, se z njim pač ne ukvarjam. Tako da zagotovo pa so stvari, ki so povezane z podžiganjem nekega nasilja, stvari, ki so povezane z neko raso, narodnostjo, spolom, tudi spolno usmeritvijo, če je to predmet teh medijskih objav, zagotovo lahko sodi to v tisti del nek način sovražnega govora, ki ga je tudi zelo veliko. In tu mislim, da imamo tu so tiste meje, ki bi jih sam postavil, sicer pa vsak mora razumeti na koncu, s kakšnim namenom je tudi nekdo napisal ta komentar in temu primerno tudi nanj reagirati. Se pravi, stvari gledati morda tudi bolj v kontekstu. Tanja Fajon? Vse je bilo povedano, jaz bi glede na to, da sem tudi nekdanja novinarka, sem večkrat sodelovala in bila vprašana v teh razpravah, ki je tista meja do svobode govora ali kdaj svoboda govora preraste v sovražni govor. Nažalost, definicije jasne res nimamo in to je večkrat problem, kako interpretirati. Verjetno se spomnite, kaj pa je lahko posledica sovražnega govora, ko je Charlie Hebdo pred leti objavil karikaturo Mohameda, kaj se je potem zgodilo, preroka satirični tednik sicer, ne? Ko je očitno prestopil, zgodil se je teroristični napad na uredništvo, bilo je kar nekaj mrtvih takrat, ampak to so posledice lahko, ko tista svoboda govora tudi v satiričnem tedniku preseže in je kaplja čez rob, ko gre za sovražni govor. Zdaj, zelo se strinjam s tem, kar je rekel tudi dr. Svete in ostali, da ko nekaj rečeš, kar ne bi želel slišati od drugega, to je tisto moje vodilo, da sledim preprosto temu, če je nekaj, kar mene prizadene, užali, sproži neko sovraštvo, neko nestrpnost, potem je to že sovražni govor, je to narobe in posledično se držim tega, da se zrekam takih besed nekomu drugemu, tudi sama ne bi pristala. In jih tudi ne pišete, ne? Ker smo ugotovili, da morda niti ni tak problem v izrekanju, kot v tem, da Twitter ali pa papir prenese vse. Irena Jovova, še za vas ta končni izziv? Ja, hvala. Se bom zelo kratka in zelo jedrnata, ker je bilo praktično že vse povedano. Absolutno je prvo pravilo to, ne počni drugemu tega, kar ne bi želel, da počne tebi, ampak to pravilo nekako na spletu dobi nove razsežnosti. Druga stvar, ki se je moramo zavedati, je pa, da svoboda govora pač ni absolutna pravica, ne? Ampak se konča tam, kjer se začne pravica drugega. Zdaj jaz bom na svojem čisto osebnem primeru povedala, kako jaz postavljam mejo med, bom rekla, žaljivim govorom in sovražnim govorom, ne? Ker pač tudi ni vse
čisto vse sovražni govor, kar nam ni všeč. Zdaj, če meni nekdo reče, da sem neumna, ker ne vem, kje je Bruselj, je to žalitev, ne? Seveda tudi laž, ampak predvsem žalitev. Če mi pa nekdo reče, da sem neumna, ker sem po poreklu Makedonka, je pa to sovražni govor, čisti, ne? Ker je sicer v drugem delu povedal resnico glede mojega porekla, ampak je s celotnim stavkom užalil ne samo mene, ampak praktično vse, ki so ali smo po poreklu Makedonci, ne? Ker ne moreš ničesar povezovati kar tako z umnostjo ali neumnostjo posameznika. Tako da zame osebno je točno to meja med žaljivostjo in sovražnostjo, in tudi meja bi bila lahko zelo enostavno določena glede sovražnega govora in svobode govora, ampak nažalost se marsikomu tudi sovražni govor in takšna retorika splača, ne? Tudi v politiki, in zaradi tega potem nekateri ne znajo jasno določiti te meje, nažalost. Ja, in krog se je zavrtel, pa smo spet pri tem, kaj se komu splača, ne? In s tem smo nekako tudi začeli. Hvala, spoštovani gostje, za res pomembna sporočila in hvala tudi vsem vam, ki ste nas spremljali. Naslednji Studio Evropa bo spet na sporedu zadnji petek v mesecu, to je 26. februarja. Zaznamovali bomo obletnico pandemije in naredili bilanco spoprijemanja s koronavirusom v Evropski uniji in Sloveniji. Že sedaj ste prijazno vabljeni, da se nam pridružite, in hvala za danes.